Kdo je pa izum žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne štiri. Kako pa znanstveniki vejo, kaj morajo zmišljati, da ne bo eksplodiralo? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. A moram zdaj odgovoriti, ali ne? Že pretekli teden smo se zataknili pri sovah in njihovem izjemnem vidu, a ker je ravno tak čas v letu, maja in junija, odrasle sove namreč hranijo svoje mladičke in jih zato lahko večkrat vidimo, si zdaj privoščimo še nekaj opazovanja. Daljnogled obračamo proti malemu skoviku, veliki uharici in lesni sovi, one pa glavo obračajo v drugo smer, stran od nas, in to brez vsake težave, kot da v vratu ne bi imele kosti in bi se glava sukala kar tako, brez nadzora. Če bi ljudje poskusili kaj podobnega, recimo glavo obrniti za skoraj cel krog, bi hitro ugotovili, da to ne gre. Zakaj so sove v vratnem predelu tako zelo gibljive, sprašujemo Davorina Tometa, biologa zaposlenega na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer dela v skupini za raziskovanje organizmov in ekosistemov. V tej skupini smo raziskovalci, ki smo še najbližje temu, čemur včasih rečemo ekologi. Zakaj lahko sove glavo obračajo za skoraj 270 stopinj, kar pomeni, da obrnejo skoraj za cel krog? Je to neka preživetvena prilagoditev, imajo drugačno strukturo vratu? Mogoče, če začnem malo na širše, namreč praktično vse ptice zelo dobro obračajo glavo. Ljudje, recimo, mi smo sposobni obrniti za 90 stopinj levo in desno, ptice obrnejo za 180 stopinj, no sove pa še za tistih 100 stopinj približno več. To lahko naredijo zaradi tega, ker imajo v vratu več vretenc, kot jih imamo mi. Približno enkrat več jih je in zato so v vratu toliko bolj prožne. Ljudje imamo v vratu samo 7 vretenc, zato je naš razpon gibanja precej manjši kot pri pticah. Starostjo pa postane vrat navadno še nekoliko bolj tok, zato ni odveč, če sem in tja razgibamo tudi vratne mišice in skrbimo, da hrbtenica ostaja čim bolj prožna. To je bil hiter nasvet za nas, zdaj pa nazaj k pticam. Zakaj sploh potrebujejo tako gibljiv vrat? Po eni strani je to pticam pride prav, zaradi tega, ker ptice pa zelo minimalno premikajo oči v teh svojih zrklih. Mi lahko recimo imamo glavo primer, pa z očmi pogledamo tam vsaj 45 stopinj levo pa desno. Mogoče lahko zdaj poslušalci to tudi poskusijo? Lahko tudi poskusijo, ne. Vidimo, kaj se dogaja tam, mogoče več kot 45 stopinj, medtem ko pri pticah one tega niso sposobne, sove sploh, sove imajo zelo fiksno, imajo povsem fiksne oči in ne morejo z očmi nič. Druga prednost obračanja glave pa je, priznam, presenetila tudi mene. Nanjo ne bi nikoli niti pomislila. Vse ptice imajo kljun, ne, in ptice uporabljajo kljun praktično za vse, kar mi uporabljamo roke. In s kljunom si tudi čistijo, negujejo perje. In če ne bi zmogle tako obrniti glave, ne bi dosegle vseh peres na svojem telesu in ne bi mogle svojega telesa tako zelo celovito očistiti. Ptice so od perja povsem odvisne, saj deluje kot odličen izolator, zadržuje toploto in jim pomaga, da ohranjajo stalno telesno temperaturo, tudi ko je zunaj hladno. In drugo je tudi, ptice nimajo dežnika, ker dežuje jim pada po perju in zaradi tega si morajo to perje ves čas z neko maščobo mazati, zato da je pač vodoodbojno, ne. In morajo res zelo dobro, če en majhen košček tega ne bi namazale, bi tam pač voda prišla do telesa in bi spet bolj izgubljale toploto, kar pač ni ugodno, ne. No, med pticami pa so sove definitivne rekorderke obračanja glave in zato obstaja precej dober razlog. Morda ste namig našli že v pretekli epizodi, ko smo govorili o sovinem izjemnem vidu. Sove imajo zelo velike oči in so tudi zelo težke. Zaradi tega imajo v tej svoji duplini, kjer so oči, imajo v bistvu okoli iz kosti ene take tulce narejene, ne, in te tulci preprečujejo, da bi
oči lahko obračale. Ne. Medtem ko pri drugih vrstah se pa minimalno se pa lahko obrne za kakšnih 5-10 stopinj. Včasih tako, če na blizu gledaš kakšno ptico, tudi kuro, se vidi, ne, da kako malenkost te oči, predvsem to zenica se vidi, kako potuje, ne, malo levo-desno. Z Davorinom Tometom bomo to poletje še klepetali. Pomagal nam bo recimo razvozlati uganko, zakaj flamingi stojijo na eni nogi. Še prej pa bo prihodnji teden rokave zavihala Ajda Kus, ki bo pri jezikoslovki preverjala, zakaj je naš jezik eden redkih, ki pozna dvojino. Pridite v našo družbo. Radio Vedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.